Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lep pozdrav iz studia televizije AS v novi oddaji Župan za vas, ko gostimo Zorana Hoblaja, sicer podžupana mestne občine Murska Sobota, pa vendar v funkciji župana sedaj od takrat, ko je dr. Aleksander Jevšek prevzel ministrovanje v Ljubljani. Zoran, kako so minili tile meseci, precej naporno, brško ne? Ja, lep pozdrav vam in vašim gledalcem. Seveda, takrat, ko je prejšnji župan dr. Aleksander Jevšek postal minister, sva se usedla in dogovorila, da pač prevzamem začasno vodenje te občine, da se izognemo vsem tistim zapletom v primeru predčasnih volitev. Seveda je zadeva zame izredno naporna, kajti usklajevanje obeh funkcij je pravzaprav zelo naporno. Zahteva pravzaprav celega človeka. Vodenje občine zahteva župana, ki bo opravljal svoje delo 24 ur na dan, profesionalno, in iz lastnih izkušenj zdaj govorim, da je nemogoče, da bi župan mestne občine to funkcijo upravljal ob nekem svojem delu, kajti obremenitve tako v moji službi, kjer sem redno zaposlen, tako sedaj tukaj na občini so prevelike, da bi to lahko upravljal en človek in v funkciji obeh delovnih mest. Ne gre pa seveda za neko delo, kot človek že je polovičarstvo, malo tu, malo tam, pa potem ni nič prav upravljeno. Kakorkoli že se veselite malce tudi, ko boste predali tole funkcijo, da boste se lahko posvetili delu, tudi o tem bo govora direktorja Doma starejših Rakičan, pa morda greva nazaj k funkciji sedaj upravljanja župana. 18-22 obdobje v mestni občini Murska Sobota, tudi prejšnji oddajah še z dr. Aleksandrom Jevškom, veliko napredka, veliko stvari se dogaja. Kaj bi vi morda izpostavili kot tiste prioritete, najpomembnejše stvari, ki ste jih v 4-letnem mandatnem obdobju naredili v mestni občini Murska Sobota? Ja, ne gre le za 4-letno mandatno obdobje, ampak lahko povemo 8-letno obdobje, ko smo vodili mestno občino Murska Sobota. To, kar mene veseli, je predvsem to, da smo najprej izhajali iz ljudi, iz občanov, iz prebivalcev. Mi smo namreč v začetku tega 8-letnega obdobja izvedli delavnice z občani, kjer so nam prebivalci našega mesta in pa naše občine sami povedali, kakšna je tista smer razvoja občine, ki si jo občani želijo. In na podlagi tega smo potem začeli pripravljati projekte in to, kar me posebej veseli, je to, da tisti, ki prihajajo v naše mesto, povejo, da je razvoj viden na vsakem koraku. Mi smo Mursko Soboto zopet postavili na zemljevid regije kot regijsko središče. Mnoga leta smo namreč to zanemarjali in zaostajali za drugimi občinami. Sedaj pa je ta razvoj šel v smer, da Murska Sobota mora imeti status regijskega središča. In kot sem povedal, to nam priznavajo mnogi, na vse zadnje tudi na zadnje, ko smo gostili veleposlanike v Sloveniji, so nam izrazili spoštovanje in so se pravzaprav res navdušili nad tem, kakšen razvoj je mesto Murska Sobota naredilo v vseh teh letih. Da pa se seveda pogovarjamo tudi z občani na ulici, tako mimogrede, ko se srečujemo v mestu in nam izražajo zadovoljstvo ob opravljenem, to je tisto, kar nas pravzaprav navdihuje, ne? Če pa mogoče zdaj omenim tiste najpomembnejše stvari, ker jih je toliko, da se pravzaprav ne moremo vseh dotakniti, smo pa mi to poročilo o opravljenem delu predstavili v prejšnjih Soboških novinah, kar se mi zdi prav, da na nek račun položimo tudi račune našim občanom o opravljenem delu. No in če se dotaknemo teh najpomembnejših projektov, vsekakor je to ureditev centra mesta. Center mesta je bil zanemarjen, mi smo to uredili z novo ureditvijo Slovenske ulice, z Trubarjevo ploščadjo in drevoredom. Sedaj uredili še vse te stranske ulice, se pravi Arhitekta Novaka, Staneta Rozmana, trenutno potekajo dela na Gregorčičevi in Slomškovi ulici in tukaj bo zaokrožen en del prenove mestnega jedra. Seveda je še potem veliko tega za narediti v nadaljevanju. Vemo, da se pripravlja gradnja stanovanjskega bloka blizu študijske knjižnice, vemo, da se pripravlja prenova tako imenovanega potrošnikovega vogala
In mi bomo zares imeli neko lepo mestno jedro, kar je pa pomembno povedati tudi mestno jedro, kateremu smo dali življenje. Mi smo pripeljali veliko kulturnih prireditev v center mesta. Lahko omenim, da tukaj poteka del Soboških dnevov, da tu poteka Soboško poletje, potem Skrito dvorišče, Sočna vilica, sejmi, po katerih smo v Murski Soboti znani. In jaz mislim, da je teh prireditev izredno veliko in da pri razvoju centra mesta rabimo sedaj še pobudo zasebnikov, ki bodo uredili gostinske lokale in to bo tudi potem še dodatno privabilo več ljudi v center mesta. Moramo pa vedeti nekaj, ne? Nihče v centru mesta nima bianko garancije, da bi v centru bila večni mir in tišina in to tudi v mestni občini ne moremo pričakovati. Mesto mora živeti, mesto mora imeti utrip, vendar je treba najti tudi neki balans med tistim, koliko dogodkov se bo dogajalo in kje je tudi tista meja, ko pa je za občane že moteče. Mislim, da je teh prireditev veliko skozi celo leto in da jih je dovolj. Govorimo o centru mesta, o mestnih četrti, seveda niste zanemarjali krajevne skupnosti. Tudi tam se je dogajalo, tudi tam se je vlagalo, tudi tam se je izboljševala, posodabljala infrastruktura. Ja, vsekakor, ne. Mogoče samo še, če se navežem na prejšnjo točko, največja in najboljša pridobitev pravzaprav za Mursko Soboto je vsekakor Expano. Expano je zgodba o uspehu, podobno kot je mogoče Vinarium v Lendavi in mi moramo vedeti, v prvem letu po postavitvi Expano je ta razstavni del obiskalo preko 85,000 obiskovalcev, celotno Soboško jezero preko 250,000 in to je dokaz, da je ta zgodba bila zelo dobra, uspešna. Pohvalijo nas vsi tisti, ki prihajajo na Expano in s tem smo postavili Mursko Soboto tudi na točko turizma. Mi namreč pred tem dolga leta nismo imeli ne vem kakšen turistični obisk, s tem smo pravzaprav mestno občino postavili kot stopno točko v Pomurje, kjer imamo danes za ponuditi izredno veliko in ljudje, ki prihajajo iz drugih krajev Slovenije, so res navdušeni, da lahko v Pomurju obiščejo toliko točk. In ravno to smo pravzaprav hoteli doseči s tem objektom Expano, to so vrata v Pomurje in mislim, da nam je ta zgodba izredno uspela. Da pa je razvoj celovit tako na področju krajevnih skupnosti, mestne četrte. Prejšnji župan, dr. Aleksandar Jevšek, se je namreč veliko sestajal z ožjimi deli občine. Tudi sam sem bil pred leti zaposlen na mestnih četrteh in vem, kako pomembno je, da prisluhnemo tudi njim. Ogromno se je vlagalo v krajevne skupnosti in mestne četrte. Moramo povedati, da je letos ena specifična situacija, ko so se investicije izredno podražile zaradi vojne v Ukrajini in zaradi vsesplošne draginje ter visokih cen energentov. Zato smo mi tudi poklicali predsednike krajevne skupnosti in mestne četrti, da smo se dogovorili, katere investicije so najbolj pomembne za njih, kaj se bo izvajalo. Vse ostalo se pa potem prolongira v naslednje 4-letno obdobje. In poleg teh investicij lahko omenimo tudi to, da smo bili zelo aktivni tudi na področju podjetništva, zalagali tudi sredstva, se pravi za start-upe, za mlada podjetja, tudi za zaposlovanje. In če omenim, v petek smo prodali še 2 parceli v Sojcu, tako da praktično parcel, ki bi bile komunalno urejene v Sojcu, več ni. Ena je še, ampak ta ni komunalno urejena. Tako da smo tudi tukaj bili zelo uspešni. Vrednost teh parcel je bila nekje 450,000 in kar me posebej veseli, je to, da jih je kupil domači investitor. In to bo tudi zagotavljalo neko kontinuiteto naprej, gospodarskega razvoja in tudi zaposlovanja. Vidimo pa, da je že nezaposlenost zelo upadla v naši regiji in naše mesto in že sedaj so težave, kako dobiti ustrezno delovno silo. Spodbujamo in subvencioniramo tudi rojstvo otrok,
prvošolčke in jim namenjamo denarna sredstva za nakup šolskih potrebščin. Seveda se pa veliko denarja namenja tudi za področje starejših, kjer tudi sam delujem in smo eden izmed najbolj uspešnih javnih zavodov v Sloveniji, tako pravzaprav po vsebinah, kot tudi po izvajanju naših storitev za starejše. Tako da, če še potem pogledamo izkoriščenost EU sredstev, mi smo namreč v tem zadnjem mandatu izkoristili preko 20 milijonov evropskih sredstev, nepovratnih evropskih sredstev. Čestitke. In tukaj zares v mestni občini ni bilo več prostora, tudi zato ne, ker bi potem mogli zagotavljati višja lastna sredstva, se pravi, ne bi bili v stanju suportirati več razpisov in več dodeljenih sredstev, ker drugače seveda občini zmanjšamo to neko razvojno kondicijo in možnosti. Če bi jo prezadolžili, tega potem ne bi bilo. Tako smo pa res uspešni in tudi tukaj se lahko pohvalimo. Morda se še dotakneva kulture, športa, sestavne dele družbe, ki smo jo pogrešali v času korone, absolutno ne. Nenazadnje Murska Sobota je pravo športno mesto z državnimi prvaki in še kaj, ne. Tudi tu je primaknila občina, mestna občina kot taka velik delež, da se to razvija in da so društva nekako nepodhranjena, vsaj finančno. Ne. Ja, seveda je vedno želja več, ne, kot pa smo zmožni financirati. Na področju kulture, kot ste povedali, izredno uspešne prireditve, kot sem že prej povedal, v centru mesta, od gledaliških abonmajev, tako da ta ponudba v Murski Soboti je izredno bogata. Kar se tiče športa, pa seveda, Murska Sobota je znano športno mesto, seveda najbolj prepoznaven in uspešen klub je NK Mura, vse zasluge grejo vodstvu kluba in igralcem, ampak seveda brez sodelovanja, dobrega sodelovanja z mestno občino tudi to ne bi bilo možno. Če samo pogledamo nekaj osnovnih zadev, mi smo uredili reflektorje na stadionu v Fazaneriji, sofinancirali smo preureditev travnate ruše in preselitev igrišča bliže tribunam. Sedaj se dokončuje tudi asfaltiranje dostopne ceste do stadiona, kajti tam je že bilo res neurejeno stanje. Potem, če pogledamo naprej, je tudi bila urejena teniška dvorana, sedaj tudi prenovljena, da bo omogočala še boljše pogoje. Imam uspešen odbojkarski klub, rokoborce, plesne šole in res Murska Sobota je zelo bogato mesto na področju športa, kar nas seveda veseli, ker potem mladi imajo veliko možnosti za zdrav razvoj. Zoran Hoblaj, morda še o sedanjih razmerah, v nekaterih investicijah, rekli ste Gregorčičeva, Slomškova, tu se sedaj gradi. Za pohvaliti je, da ste režim uredili tako, da praktično ni nikakršnih zastojev, pa vendar smo dostopni vsi, ki smo na tej lokaciji, nekako pridemo do služb, do stanovanj in tako naprej. Se pravi, to imate še v načrtu oziroma delate preplastitev asfalta, mislim, da v Bakovci in na Veščici. Pa morda kakšno besedo bi rekla, kaj ti govori se veliko, ravno na tisto temo, kar ste povedali, center mesta obremenjen za nekatere stanovalce, kam letos postaviti že tradicionalno drsališče. Ja, investicije se pač ne dajo delati na ta način, da ne bi bil moten promet in pa življenje naših občanov. Mi razumemo, da je seveda to za njih oteževalna okoliščina, ampak po drugi strani morajo razumeti tudi oni, da če želimo boljšo kvaliteto življenja, moramo malce potrpeti, zato se tudi seveda vsem prebivalcem opravičujemo za te težave, ampak enostavno brez delnega zaprtja cest ne gre. Mi smo se tukaj trudili, da ne bo popolne zapore, ampak da bodo te zapore parcialne, da bomo omogočali čim več prometa skozi mesto, da bodo občani lahko prišli do svojih prebivališč in pa tudi tisti, ki se vozijo sem na delovna mesta do svojih služb. Zdaj, kar se tiče Slomškove in Gregorčičeve, bodo investicije končane, Gregorčičeva nekje do marca 2023, Slomškova pa potem do junija 2023, tako so podpisane pogodbe. Seveda pa, kot sem povedal, bo pretok prometa omogočen, kar se da.
Treba je razumeti, da se tudi polaga vodovodno in kanalizacijsko omrežje in da je poseg v to področje zaradi tega bistveno večji. Zdaj, kar se pa tiče potem mogoče centra mesta in pa postavitve drsališča, mi smo, ko so bile te debate okrog lokacije drsališča, se odločili, da izvedemo eno anketo med občani. Z veliko prednostjo je potem zmagala lokacija Trubarjevega drevoreda in mi smo seveda občanom z veseljem prisluhnili, bomo drsališče prestavili na tisto lokacijo. Bilo je že tam, če se spomnim, nekaj let. Enkrat je bilo že tudi tam, potem smo v tem smislu oživitve centra mesta postavili drsališče tukaj. Če se občani želijo, da se to prestavi seveda na drugo lokacijo, evo, smo mi občanom prisluhnili, njim to omogočili. Kjerkoli pa bo drsališče, je to zelo dobra popestritev za naše otroke, tako da mislim, da je prav, da jo omogočamo. In po drugi strani, mogoče, če še pa povem, smo sedaj tudi olajšali dostop teh občanom okoliških blokov, ker v okolici potekajo te investicije in je že Gregorčičeva dokaj zaprta, potem na arhitekta Novaka potekajo dela in seveda to območje je trenutno dokaj ovirano, tako da smo gledali tudi na to, da se občanom omogoči čim lažji dostop do svojih prebivališč. Ne bom delal sam rezimeja, Zoran Hobla je podžupan v vlogi župana, sedaj zadnje mesece Mestne občine Murska Sobota, skratka, mogoče 2-3 stavki, strnete obdobje, zadnjih 4 let oziroma 8, kot ste dejali, kolikor seveda ste na čelu upravljene mestne občine, se pravi uspešno. Glejte, oceno uspešnosti dajejo vedno občani na volitvah. Mene veseli to, da srečujem veliko ljudi v mestu, ki mi izražajo podporo in pohvale temu, kar smo v mestu naredili. To je edino merilo in zato tudi pozivam občane, da grejo na volitve, da izrazijo svojo voljo, kajti to je njihovo mnenje in to je vedno edini rezultat, ki šteje. Volitve so praznik demokracije in še enkrat poudarjam, mi smo zadovoljni z razvojem občine, koliko se je dalo v danih razmerah, smo mi res naredili in to maksimalno. Moramo vedeti tudi, da je zmes bilo obdobje covida, tudi to je bilo potrebno premagati, mi smo pomagali tako starejšim občanom, ki so bili najbolj prizadeti v tej epidemiji, tako javnim zavodom z opremo in ostalo pomočjo, ki so jo potrebovali. Tako da jaz sem osebno zelo zadovoljen. Vodi tako, zakaj Zoran Hoblaj ne gre na lokalne volitve kot nekako podaljšana roka nekdanjega župana, dr. Aleksandra Jevška, prepuščate pravzaprav drugim tole mesto kandidature in po vaši oceni, kdo bi morda najbolje peljal sedaj nadaljevanje vse zgodbe o uspešnosti zadnjih 8 let Mestne občine Murska Sobota? No, takrat, ko je prejšnji župan dr. Aleksander Jevšek postal minister, sva se pogovarjala tudi o tem, da bi kandidiral sam. Ne trdim, da me ni privabljala ta misel o kandidaturi. Veliko smo se pogovarjali, razmišljal sem o tem, kako potem seveda izpeljati vse stvari, ampak na koncu sem presodil, da sem bolj potreben v domu starejših Rakičan, ker smo pridobili za nas ogromna evropska sredstva, nepovratna sredstva v višini 19 milijonov evrov in mislim, da je trenutno bolj prav in da je bolj odgovorno, da dokončam te investicije, ki smo jih prevzeli. Seveda priložnost za kandidaturo in za vodenje občine prepuščam drugim. Konkretno naša stranka mislim, da je izbrala pravega kandidata in to, kot sem povedal, za vodenje občine mora biti na razpolago celoten človek, ker je to način življenja. Župan si 24 ur na dan, vsak, ki pride na občino, želi govoriti z županom. In zelo pomembno je tudi, da je to izkušena ekipa. Če bomo imeli samo nove obraze brez nekih izkušenj, bo to pomenilo veliko težavo pri vodenju občine,
kajti moramo še upoštevati nekaj, na občini se upokojuje kar nekaj ključnih ljudi v kratkem in rabili bomo izkušnje pri vodenju občine, tako da mislim, da je prav, da pride na ta položaj nekdo, ki ima že izkušnje v javni upravi, nekdo, ki ve, kako je voditi javne finance, kajti javne finance niso isto kot privat podjetja. V privat podjetju veljajo ena pravila, medtem ko v javnih financah in pri vodenju javnih institucij veljajo popolnoma druga pravila. In tukaj je potrebno imeti vseeno nekaj izkušenj. Hvala za današnji obisk v našem studiu. Zoran Hobla je podžupan Mestne občine Murska Sobota v vlogi župana. Še 14 dni ali pa malo manj, ne. Zoran, hvala, da ste stopili v velike čevlje, kot to radi rečemo, nadomestili dr. Aleksandra Jevška na tej funkciji in izpeljali do volitev seveda vse tisto, kar je bilo potrebno. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa se zahvaljujemo za pozornost. To je bila današnja oddaja Župan za vas iz studia televizije AS.